Lep pozdrav, Miran tukaj. Danes bi želel s tabo deliti razmišljanje o, nekem paradoksu, ki ste videli že iz naslova. Nimam časa, da bi imela več časa. Glejte, dostikrat se pogovarjam z zaposlenimi ženskami, podjetnicami, mamicami, pač partnerkami, ki dejansko so razpete med službo in osebnim življenjem in dejansko poskušajo balansirati ta dva, kar je včasih skoraj praktično nemogoče, ne? In potem jih povabim na pogovor, se začnemo pogovarjati in tako naprej in jim predlagam neke strategije, ne? Pač planiranje, spremembo mišljenja, vsega tega, ne? In potem je eden izmed zelo pogostih izgovorov oziroma odgovorov, ne more biti odgovor, nimam časa. Ne. Nimam časa, da bi si vzela dodatno planiranje. Ne. In potem vedno povem naslednjo situacijo. Poglejte, če imate vi kosilo in imate recimo nekaj članov, recimo 3, 4, 5 ljudi pride na kosilo, potem je to kosilo pripravljeno zelo hitro. Ne. Ampak če recimo se vam zgodi nek dogodek, imate neko obletnico, nek rojstni dan, okroglo obletnico ali karkoli že je, ne? In potem imate nenadoma povabljenih 20-30 ljudi. In kako lahko celotno zadevo rešite? Lahko se zapodite v kuhinjo in dejansko, potem sproti rešujete zadeve, kar je navada in na kakšen način normalno delujemo in delamo, ne? Ali pa enostavno si vzamete čas, ker si ga morate vzeti. In za 20 ljudi je treba pripraviti sedežni red. Glejte, se veste, kako je z našimi sorodniki in vsemi prijatelji, kdo bo kje sedel, kdo lahko poleg koga sedi in tako naprej. Vse te stvari in situacije so na nek način, pomembne. Ne? Kaj bomo jedli, kako bo celotna zadeva izgledala, da ne bo zmanjkalo hrane, koliko je treba tega. Ne? In dejansko poznate tisti rek, ne? Če nimaš, normalno je priporočeno, da meditiraš 1 uro. In če nimaš časa, da meditiraš 1 uro ali kolikorkoli že je, potem moraš meditirati 2 ure. Zakaj? Je zato, da dobiš dejansko ideje, da dobiš rešitve, da dejansko vidiš, kako lahko svoje življenje zorganiziraš. Ne. Razlika med zelo, zelo uspešnimi ljudmi in, nami, povprečnimi je, da imajo zelo uspešni ljudje vse stvari splanirane. Ne. Seveda, mi dostikrat rečemo, to je brez veze, to nima smisla, ampak če hočeš ti veliko stvari narediti, dejansko moraš narediti plan. Če hočeš v bistvu ogromno stvari doseči v življenju, moraš narediti korake, moraš stvari razdelati, si moraš vzeti čas za priprave in ko si začenjaš jemati čas za priprave, to postane tvoja dnevna rutina. In dejansko postaneš vedno boljši in boljši v tem in potem vedno manj časa porabiš, zato ker te rutine postajajo nekam ustaljene. Poglejte isto, tako kot rečemo, ne, če hočeš iti na Triglav, ne, našo sveto slovensko goro, greš lahko sam. Praktično, lahko prideš skoraj v enem popoldnevu, če greš zgodaj popoldne gor in nazaj dol, ne, ko je dan malo daljši. Ne. Ampak če hočeš iti na Mount Everest, potrebuješ ekipo. In ta ekipa potrebuje program, ta ekipa potrebuje plan. Ne. In v bistvu to miselnost, ne, da ker ko nimaš časa, dejansko se moraš ustaviti in si vzeti čas, da pogledaš, kaj so tiste stvari, ki ti kradejo čas. Katere so zadeve, ki dejansko, te popolnoma mečejo ven iz tira. Kje se ne znajdeš? Ne? Včeraj sem govoril o prepričanjih in o naših vrednotah in seveda tukaj naletimo posebej na te stvari. Ne? Kajti, ko začneš ti planirati neke stvari, ko se ukvarjaš na popolnoma nov način, ne? Potem seveda naletiš na neka prepričanja. Jaz pa to ne bi nikoli, jaz pa nisem taka in tako naprej. Ne? Ampak v bistvu, gledajte, če hočeš imeti čas, si moraš vzeti čas, da planiraš čas.
In uspešni ljudje vsi planirajo svoje življenje, planirajo svoje aktivnosti, mame še posebej uspešne podjetnice. Več kot imate stvari na urniku. Poglejte, recimo, imate vožnje otrok na raznih aktivnosti, imate same dejavnosti, treba v šolo na roditeljski sestanek, sami imate kakšen, recimo, neke aktivnosti in tako naprej. In če tega ne date na urnik, če tega ne pogledate, kako je nimate celotne slike, potem se vam stvari samo prekrivajo, premetavajo in tako naprej. Tako da v bistvu, če hočete imeti več časa, morate investirati čas. Podobno je z denarjem. Če hočete imeti več denarja, potem morate investirati denar. Denar investiraš vase, v načrt. Ker v bistvu, ko si brez denarja, pomeni, da si brez nekega plana za denar. Ko si brez časa, pomeni, da si brez plana za čas, za urnik in za vse te aktivnosti. Ko si brez denarja, pomeni, da nimaš nekega plana. Ker če bi imel plan, potem veš točno, kaj se ti dogaja finančno, veš točno potem, kakšni so naslednji koraki, dobiš nove ideje in tako naprej. In če hočeš imeti več denarja, moraš investirati denar. Ampak zopet smo tam. Miran, ampak nimam časa, da si vzamem čas, da bi imela čas. V redu. Če tako razmišljaš in če si to prepričana, potem je zagotovo to tvoja realnost. Če nimaš časa, si moraš najti čas. Moraš ga najti. Ustaviti moraš konje, v bistvu odpovedati neke stvari, ki ti kradejo čas, glejte, tako kot sem že dostikrat rekel, nobenemu še ni perilo ali pa posoda pobegnila, seveda pač stvari je treba zorganizirati in oprati in pomiti posodo ali pa imamo stroje in tako naprej, še vedno je nekaj mehanskega dela. In isto je z denarjem. Nimam denarja, da bi investiral vase, da bi potem, dobil nove sposobnosti, da bi dobil nove priložnosti, da bi imel več denarja. Moraš najti. In moraš najti čas in moraš najti denar. Ker če ga ne najdeš, potem je nemogoče, da presekaš ta krog. In glejte, poznam ogromno žensk, ki dejansko nikoli nimajo časa. Ampak to, da nikoli nimaš časa, je dejansko tvoje prepričanje, je tvoja življenjska usmeritev, je tvoja vrednota. Zakaj? Zato, ker jaz sem nekdo, ki nimam časa. Nikoli nimam časa. Vedno se žrtvujem za druge. Jaz sem žrtev. Čakam nekoga, da me reši. Čakam nekoga, da me pohvali. Zato, ker se toliko žrtvuje. To je brez veze. To je zastarelo. To je v bistvu, vzorec, ki ga dejansko ogromno žensk ponavlja. In tukaj treba ustaviti. Isto, kot sem rekel s financami. Jaz sem nekdo, ki nimam denarja. Sem na socialni, imam nizko plačo, nimam denarja za investirati vase. Kako boš prišel iz tega ali prišla iz tega kroga? Ni šanse, da prideš, če ne najdeš poti. Tako kot sem rekel, seveda lahko nekdo reče, ja, nekdo si je pač lahko izposodil nek denar, ker ima nek denar zase in tako naprej. Plejte, jaz sem si že ogromno denarja izposodil, pa sem si še, če sem si izposodil 10.000 evrov, sem si izposodil 12.000, da sem imel še za 2 meseca za živeti, da sem potem zopet zagnal posel in da sem dobil prihodke nazaj. Vsi ti izgovori, kaj je tvoj izgovor, zakaj nimaš časa? In isto, kaj je tvoj izgovor, zakaj nimaš denarja? Nimam časa, da bi imela več časa in nimam denarja, da bi imela več denarja. Moraš najti čas in moraš najti denar. To je v bistvu, druge poti ni. Ker v bistvu, glejte, ne gre za čas in ne gre za denar. Ker v bistvu to je dejansko čas in denar sta neki dobrini, rečemo neka sredstva. Ampak nikoli ne gre za čas in nikoli ne gre za denar. Gre za našo iznajdljivost. Kaj mi naredimo iz vsega tega? In če nismo pripravljeni ničesar narediti, potem ne moremo pričakovati drugačne rezultate. To je dejansko življenje. To je bilo razmišljanje za danes. Če hočeš več časa, moraš investirati čas. In če hočeš več denarja, moraš investirati denar. Bodite čudoviti, bodite v čudoviti energiji in vas do naslednjič pozdravljam.